Evropejci bomo zaradi zaostrenih razmer v svetu letošnje poletje večinoma dopustovali kar v Evropi. Nekatere letalske družbe zaradi pomankanja goriva že omejujejo lete, v naših agencijah pa zagotavljajo, da bo čarterska sezona potekala po načrtih. Med Slovenci je največ povpraševanja za Hrvaško in Grčijo. V Grčiji pa dopustnike letos čakajo strožja pravila vedenja na nekaterih plažah, med drugim tudi neverjetne kazni do 60 000 evrov za tiste, ki si z brisačo rezervirajo mesto. Tanja Volmut. Če so zaradi vojne in višjih cen goriva marca in aprila rezervacije nekoliko zastale, se pa zdaj intenziteta teh rezervacij absolutno povečuje. Po Evropi in pri nas. Pri nas trendi niso bistveno drugačni kot prej. Grčija ostaja kot mediteranska destinacija s Hrvaško na prvem mestu. Rezervacije se pa vršijo tudi za vse ostale destinacije, seveda Španijo, tudi Tunizijo, Džerbo, tudi počitnice v Rdečem morju, v Hurgadi, Šarm el Šejku in pa v Antaliji v Turčiji. Kakšni so še letos načrti Slovencev? Ja, mi gremo v septembru v Španijo. Pa še v Pariz julija, tako da jaz upam, da bo šlo, ne, ampak sej drugače pa z avto. Hrvaška pa Italija. Blizu. Zaradi denarja letal težko bo. A pri nas zagotavljajo, prva čarterska letala s slovenskimi potniki poletijo na grške otoke po načrtih v drugi polovici maja. Lani so Grki zabeležili rekordno število turistov, tudi letos, tako na Kefaloniji, od koder se je javil lokalni turistični agent, in po drugih otokih pričakujejo, We expect a very strong and dynamic season, to be very honest with you. Even better, slightly better than last year, which was a very good season. Bodo pa na določenih najbolj obleganih plažah bolj strogi, nič več rezervacije ležalnikov. This is for about 200 beaches all over Greece. So it's for very, very specific areas and what they do, I feel and I understand that it's for the best experience of the guest, of the tourist. Tudi na Kefaloniji. For us in Kefalonia, to be honest, there is not such a case. We don't see authorities like this because there is enough space for everybody. Even in the very, very high season, you can find a spot for yourself. So pa za kršitelje predvidene globe od 2 pa vse do 60 000 evrov. Tudi na Hrvaškem, kjer si prav tako obetajo zelo dobro sezono, so proti brisačnim rezervacijam. Ni posod tak problem, ali nekje nasploh v Dalmaciji, recimo Istri, to ne vidimo, da je tako, v Dalmaciji je več tega. In tako, da praktički vsaka lokalno mesto za sebe to zrihta in komunalni redari so edini, ko imajo autorizacijo to naredijo, ali je prepovedano sigurno. In cene letošnjih turističnih aranžmajev je pa pričakovati ravno zaradi tega povečanega povpraševanja na destinaciji dvige cen, tako da če kdaj letos velja, danes je ceneje kot jutri. Konkretno, za koliko? Gre za nekaj manjših, nekaj procentov, ne gre pa za to 1%, 2, 3, nekaj evrov po dnevu. Podobno bo veljalo tudi za doplačila za dražji kerozin.